Zdravo, dobrodošli v še eni oddaji, dobrodošli v svetu mreženja. Danes bomo razpravljali o večnem vprašanju, ki si ga postavlja večina ljudi, verjamem, da tudi ti. Pri meni na mojih delavnicah vedno pridem do točke in pridem do vprašanja, kje naj najdem čas za mreženje. Tricky question, ne? Dej, če si ti tudi eden izmed tistih, jaz te itak štekam, popolnoma te razumem, tempo današnjega življenja in prenetepr urnik nam ne dajo zadihati, ne, lej. Če že ne, lej, prvi izziv je tem, da imamo danes ogromno kradljivcev časa, ne, lej, ne rabimo nič drugega, sam telefon, ki ga imamo vsi v roki, ne, ta ti lahko naredi za nekaj ur konc zgodbe, da ne namenjam nešteto drugih opcij, ne. Lej, dejstvo tudi, kar jaz pač valjda razumem, je, da smo malo bolj ozaveščeni, ne. Danes imamo ogromno informacij, zdaj vemo, da je pomemben zdrav način življenja, da rabiš čas, kar valjda že to zahteva svoj čas, ne, da vsi ti govorijo, moraš vzeti čas zate, pa meditacija, pa dihanje, ne, pa pol hočemo vsi imeti neke super kariere, super posle, dobre odnose doma, ne, valjda prijem še jaz temu, dajmo zgraditi super mrežo, mislim, jaz bi lahko to še našteval, ne, pa malo bi potoval, pa to, kdaj, zmanjka časa, ne. Zdaj, pa prije pa še točke, da danes je ful tega folka, ki hoče vedno nekaj več od nas, ne. A mi lahko še to narediš v službi, a mi lahko le pomagaš, a mi daš ta nasvet, ne, dejansko te potrgajo, te vlečejo na 100 koncev, ne. Zdaj, preden grem v globino izziva s časom, jaz bi sam povedal eno preprosto besedo. Prioriteta, ne. Ne glede na to, kaj se dogaja, je zate ključno, da imaš čas, zelo pozorno poslušaj, za prave osebe, ne za vse, ampak za prave osebe in za svojo mrežo, ne. Verjemi mi, da je mreženje tisto, ki ti lahko reši marsikateri problem, odpre vrata do številnih priložnosti in da ti v zelo omejenem kratkem času lahko, ko bi rekel, reši kar en problem, prideš do novih povezovanj in tako naprej, ne. Na kratko, prava mreža ti lahko privarčuje eno tono časa. Ne rabiš googlati, ne rabiš searchati, ne rabiš se sam sabo ukvarjati, ne. Zato bomo danes skupaj raziskala in pogledala, kako lahko na relativno preprost način, ne, kljub polnem delovniku, polnem življenju, nekaj časa strateško nameniš tudi mreženju, ne. Glej, preden skočim not, ne morem in tega, da imaš ti, tako kot jaz, sam 24 ur na voljo, ne, vsak dan, ne, več kot to ne dobiva, ne. Jaz se lahko danes odločam, da bom odprl še eno podjetje, da bom, ne rečem, treniral za triatlon, ne, pa mi ti zgor, ne bo dal dodatne ure, da lahko vse to še dodatno kreira, ne. Zato sem rekel, se skrivno skriva v prioritetah, ki si jih pač postavljaš, ne. Če verjameš, da je mreženje pomembno za rast tvojega posla, tvoje kariere, jaz sem pričan, da boš najdel čas, ne, in način, kako se in kdaj se mrežati, ne. Dajva najprej se, preden gre v globino, prepričati, zakaj je to sploh pomembno. Glej, če ne boš vlagal časa v druge osebe iz tvoje mreže, vprašaj se, zakaj bi te osebe investirale čas vate. A res misliš, da ti bo prava oseba nadvignila telefon, če si ti to ni zaslužil? Jaz ti zdaj povem, da ne bo. Ne, ni šans. Ne. Brez pravih mrež, brez pravih oseb, brez mreženja, na dolgi rok ti ne bo uspel. Ker je to edini način, ne, da gradiš odnose, da pridobiš nove povezave, pa naj bo to strankam, poslovni partnerji, a pa prijatelji. Lej, vsak od nas potrebuje konstantno neke nove priložnosti, nove informacije in vrhunsko podporno okolje. In to je tisto, kar potrebuješ za rast tako na zasebnem kot poslovnem področju. In zdaj se vprašaj, ali je res smiselno, da najdeš čas za mreženje v svojem urniku, da si mogoče drugače zložiš svoje prioritete. Glej, jaz imam zate 3 preproste nasvete. Zelo simpel. Si za? Ajde, gremo skočiti. Lej,
Prvi korak, prvi nasvet je, da prepoznaš in zmanjšaš nenujne naloge. Daj sam razmisli, koliko časa porabiš na telefonu, pred televizijo ali pa neke stvari, ki bi lahko v resnici en drug naredil. Zaradi mene, če toliko ne čiščenje stanovanja. Jaz se že lep čas trudim, da iskreno bolj pogosto vržem telefon stran, ker sem opazil, da je pol ure, 1 uro ni nič, in se več posvetim temu, kar zdaj počnem, pisanju, branju, osebnemu razvoju. Ali pa grem na kavo s kakšnim, ki si to zasluži. Pri nas pri otrocih je isto. Mi imamo doma za neko novo pravilo, da med tednom do 19 ure ni televizije, pa ni telefona. Kar naenkrat imamo mi zdaj čas, da se igramo, da baramo, da dejansko kreiramo in ne vem, kaj vse počnemo. Jaz sem prepričan, da boš s temu, ko boš nehal delati nenujne stvari, pridobil veliko časa, ki ga seveda lahko nameniš mreženju. Druga stvar, ki je izjemno pomembna, je da preglej svojo mrežo in odstrani toksične osebe, ki ti ne kreirajo smeha, ki pozitivno ne prispevajo k tvoji osebni in poslovni rasti. Vprašaj se, koliko časa si že investiral ljudi, ki te ne podpirajo ali pa celo rečem ovirajo z mindsetom pa z dejanjem. Ko greš ti s toksično osebo na kavo, ki traja približno 1 uro, ne samo, da ti je ta oseba vzela 1 uro tvojega življenja, ampak ti je vzela še za 3-4 ure časa, oziroma 3-4 ure energije, ni za nič dobro, ne zase, ne za druge. Ko se ti zgodijo take kave, taki pogovori, se preprosto odloči, da tega ne boš počelo več. Jaz ti predlagam, da se raje osredotočiš na tiste osebe, ki so pozitivne in te spodbujajo, ker lahko ob njih dejansko rasteš. Tretja, zelo uporabna stvar pa je uporaba takih pa drugačnih orodij. V primeru, ko gre za organizacijo časa, je že Google koledar čista zmaga. Lahko se zabeležiš vse aktivnosti, rezerviraš si tudi čas za mreženje in jaz sem prepričan, da bo to preprečilo, da bi čas porabil za nepomembne stvari, ki na koncu nima nobenega vpliva na tvoj uspeh pa tvoje zadovoljstvo. In zdaj, ko vse to veš, ko pač ne boš počel delo teh nenujnih zadev, ko ne boš investiral sebe pri napačnim osebam, in ko se boš znal organizirati, ko boš uporabljal Google koledar, je čas, da razmišljaš še o nečem. Zdaj greva pa level up, zdaj va stopila stopnico višji. Ta korak je pa nujen, če se želiš dolgoročno mrežati. To ti jaz svetujem. Poglej. Če se želiš mrežati na učinkovit način, moraš najprej kreirati svojo vizijo in določiti cilje. Kaj ti sploh hočeš v lifeu? Razmisli, kaj želiš doseči tako na osebnem kot na poslovnem področju. Potem se vprašaj, kdo iz mreže ti lahko pomaga pri tem, kdo je zate pomemben in dejansko posledično, kdo si služi tvojo pozornost. Pa ko boš pristopil teh ljudi, niti ne bo težko prositi za podporo, za pomoč. Na tej točki je izjemno pomembno, da se tudi vprašaš, koga moraš na novo spoznati. Zunaj je ogromno vrhunskih ljudi. Koga moraš spoznati, da lažje dosežeš svoje cilje. Ti vse svoje odgovore si pač nekam zapiš in na ta način si kreiral vse svoj mreženski forum, pa ne rabiš pisati dokumenta na 200 straneh, tako da bodi učinkovit. Naslednja stvar je priprava. Raziskuj, bodi radoveden, kdo so ti ljudje, s katerim ti gradiš odnos, hočeš poglobiti odnos, hočeš spoznati. A šel na državna mreža, a so še aktiviral nekom druženju, šel na nek dogodek, kjerkoli ti si, je priprava, prehodna raziskava ti olajša, da ti vzpostavljaš pa gradiš odnose. In zelo pomembno je, da greš ti tja, kjer je tvoja mreža, da si proaktiven. Pa imaš pa sam še eno zadevo, in to je, da postavljaš meje. Izjemno pomembno je, da ohranjaš kvaliteto pred kvantiteto. Sploh na začetku mreženja, da ne pretiravaš številom novih stikov, niklen olimpijada. To ti lahko zamegli tvoj fokus, vzame ti absolutno preveč časa, pa denarja investiraš posledično v nepomembne osebe. Bolj pomembno je, da ti vzpostaviš poglobljen odnos
z osebami, ki so ti ključne, pomembne, in na ta način dolgoročno gradiš svojo mrežo. Zdaj tako, a ti veš, zakaj so uspešni posamezni tako uspešni? Ker večkrat reče ne, kot reče da. Torej, da prideš do te točke, moraš imeti pri sebi kar nekaj zadev pod kontrolo, in to vse, kar se pogovarja. In posledično boš lahko scalil in gradil mrežo v nebo. Tako, pa se prišla do konca oddaje. Jaz ti zagotavljam, če boš sledil tem korakom, da boš, ko bi rekel, učinkovito se mrežil, in verjamem, da boš imel čez čas res kvalitetno pa močno mrežo. Še enkrat hvala, ker si prisluhnil moji oddaji. Če ti je bilo vse skupaj všeč, valjda, da idej naprej, napiš mi, kaj si ti misliš na to temo. Tako da uživaj, pa se vidva prihodnjič. Čau!